Zakaj dogodki iz otroštva usodno vplivajo na življenje v odraslosti? To je eno izmed vprašanj, na katerega bosta odgovorila Jana Bajželj in njen gost torkovega svetovalnega servisa. Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Lepo pa pozdravljam tudi magistra Romana Vodeba, teoretskega psihoanalitika in osebnega svetovalca. Dobrodošli. Lep pozdrav. Ker ste kot strokovnjak prvič gost našega svetovalnega servisa, najprej povejva, da ste torej teoretski psihoanalitik Freudovec in osebni svetovalec. Kaj to pomeni? Niste terapevt, ste torej osebni svetovalec, magister Vodeb. Jaz sem se poglabljal v to Freudovo psihoanalizo od srednje šole naprej, študiral kulturne fenomene, ampak če sem želel razložiti neko sociološko zagato, sem seveda moral osvojiti vse tančice te skrivnosti človekove duševnosti in potem sem ugotovil, da je treba vrtati v seksualnost. In vse to sem zelo dobro naštudiral, po mojem mnenju, in razlagal sociološke fenomene. Potem se je pa izkazalo, da to svoje znanje lahko uporabim, lahko bi bil terapevt, ampak tam obstaja neko šolanje. Kot osebni svetovalec pa lahko uporabim teoretsko znanje, da lahko razložim zagate, probleme, ki jih ljudje imajo. In na ta način ljudje uvidijo v svoje jedro, ki se napaja z otroštva, se začnejo razumevati in se lahko predrugačijo. To so predvsem težave v partnerskih odnosih, lahko rečeva, se pravi predvsem tisti, ki jim nekako ne uspe razrešiti, zakaj do določenih težav v partnerstvu prihaja. Ja, ljudje živimo in največ tega življenja imamo v partnerskem odnosu in tam se ponavadi zalomi, največ libida se tam pretaka. So pa problemi tudi na delovnem mestu, tudi tam je čustvovanje, tudi tam so neke zagate, neki transferni odnosi, neke zamire, vse v nezavednem. In jaz ugotavljam, da ljudje prihajajo k meni zaradi zagat, ki jih imajo v partnerskem odnosu, v povezavi s svojimi otroci, pa tudi starši in seveda tudi delovno mesto, mobbing in te zadeve in počasi se razvozlja, kje so vozli. No, ko govorimo o posledicah in zaznamovanosti zaradi odnosov starši, nekako ne moremo mimo primera Fricelj v Avstriji. Pravzaprav ste ta primer kar zelo podrobno proučili. Fricelj ni duševni bolnik, ampak gre za popolnoma drugačno razlago. Meni je bilo potrebno nekaj ključnih informacij. In par informacij, ko sem jih izvedel, sem rekel, Fricelj ni duševni bolnik in vse, kar se zdaj dogaja, je treba gledati skozi njegovo otroštvo. Jaz sem takoj povedal, da ta Fricelj ni imel ob sebi močnega očeta, ker ni imel moralne inštance, ki se reče Nadjas, imel je neko dominantno, preveč dominantno mater in potem se je skazalo, da je temu res tako. Vsi te parafilije, serijski morilci, vse to nastane v otroštvu, v odnosu z materjo. Se pravi, matere bolj usodno zaznamujejo otroštvo dečka in deklice ali samo dečka? Predvsem dečka. Ne? Problematični za hčerko, za deklico so očetje, ampak deček in ta libidinalni odnos s to materjo, ta je fatalen. Sam mora pa biti v tej družini tudi lik očeta. Se pravi, tista inštanca, ki se jo otrok, deček boji in jo hkrati spoštuje in se z njim identificira. In to pri Fricelju ni bilo in takoj se je vedelo, da je nekaj narobe znotraj te njegove primarne družine. Hvala za zdaj, gospod Vodeb. Nadaljevala bova takoj po poročilih ob 8. Takrat se nam s svojimi vprašanji magister Roman Vodeb, teoretski psihoanalitik in osebni svetovalec. Naša telefonska številka za vaše vprašanje je 014752222, elektronski naslov pa radio1@rtvslo.si. Nogometno prvenstvo v Avstriji je pred vrati in nogometni navdušenci bodo prišli na svoj račun z gledanjem tekem. Vi pravite, magister Vodeb, da je nogomet užitek brez viagre. Lahko razložite, zakaj gre? Mislim, 10 let je že, ko sem jaz to v sobotni prilogi en tak tekst napisal in razlagal. Paradoksalno bi se reklo, nogomet ne obstaja, gol ne obstaja. Obstajajo nezavedni simbolni procesi, ki so seksualne narave in gol v tem simbolnem redu je nadomestek za ženske genitalije. In gre za spolne združitve, ki se dogaja na simbolni nezavedni ravni in zato sem uporabil to paradigmo užitka brez viagre,
ker sem želel poudariti, da gre na nezavedni ravni za seksualnost. In gol je izželjen, iz nezavedne želje po koitusu žensko in nastal v vseh kulturah, v vseh zgodovinskih obdobjih, na vseh kontinentih. Izželeli so ga heteroseksualni moški. Kaj pa, če ženske rade gledajo nogomet? Načeloma se ženskam, ženstvenim ženskam, zdi nogomet malce smešen, ne vejo, v čem je fora. Tam se tisti mladci podijo 22 po travi za tisto žogo in tam tisti gol dajo, pa se objemajo, so veseli in ženski simbolni procesi tega ne štekajo, ne zapopadejo koncepta igre, ker simbolni red ženske pa ni dati gol, ampak kvečemo sprejeti nekaj vase. Tako da je pa resnici na ljubo nogometaš subjekt, ki ženske obeta užitek. Se pravi, je seksualni objekt in z tega naslova lahko tudi ženske gledajo nogomet in celo uživajo. Obstaja pa one druge ženske, ki sicer jaz rečem teoretsko moškinje, se pravi, ki se zgledujejo po moških, se pravi, tudi one bi rade dajale gol. Ampak pri njih obstaja nekaj nezavednega, ki jih vleče v zgledovanje po moških. In to se napaja iz kastracijskega oziroma Oedipovega kompleksa. In zdaj, če bi kronal vse tole, kar sem povedal, bi rekel, zavidanje penisa je tisto, ki žensko sili v to, da se ukvarjajo z nogometom in tudi one dajejo gole. Sam gol ni gol, gol je nadomestek za ženske genitalije in moški dajemo gole. Zdaj imava na telefonski zvezi gospo Valentino iz Ljubljane. Lepo pozdravljeni. Ja, dobro jutro želim. Lep pozdrav. Me zelo veseli za to temo in bi imela nekaj zapovedati. Jaz mislim, da je lahko tudi ženski problem, ko prihaja do nasilja v odnosih. In sicer mislim pri sebi, od sebe govorim, ker sem jaz tista, ki gre za nasilnimi moškimi. In sicer zato se mi zdi, ker vsaki moški, ki gre za mano, je zato, ker ga spolno privlačim. In se mi zdi, da v bistvu, da je to na nek način tako nasilno, ne vem, da... Jaz vas razumem. Veste, kaj hočem povedati? Da so imeli prej že nasilne in da oni v bistvu čutijo potrebo po tem. Poglejte, moja mama je bila nasilna do mojega očeta, ne. Pri nas je bila situacija malo obrnjena kot ponavadi, ne. Tako da jaz v bistvu je v meni problem, da imam potli privlačim v svoje življenje moške, ki me zlorabljajo. Nezavedno ga izbirate. In kako naj to spremeniš? Prav ste glih rekli, nezavedno, mislim, v seksualnost. Ja, razumem. Bom poskušal odgovoriti. Namreč gre za naslednjo zadevo. Vsaka ženska v odraslosti si zbira svojega moškega po nekih vzorcih, ki se vanjo naselijo v otroštvu. In načeloma jo privlačijo, torej žensko, takšni moški, ki imajo neko slično točko z njihovimi očeti. In če je bil oče nasilen, tako žensko vleče v neko nasilnost, se pravi, išče nasilne moške in to dela nezavedno. Zdaj, to je neka generalna paradigma, ki se lahko tudi izmaliči, ker pri tej gospe je tudi lahko problem ta preveč agresivna mati, ker ženske se identificirajo s svojimi materami, infantilnimi materami. V bistvu ženska podeduje odnos, ki ga je imela mama do njenega očeta in hkrati odnos, ki ga je imela hčerka do svojega očeta. In v bistvu ženska potem pride do tega, da je nek klon, neka zmes teh dveh odnosov. In nezavedno je tisto, ki zbira seksualne partnerje. Nezavedno zaznava nekoga kot seksualno privlačnega. In privlačni so agresivni moški zato, ker se v nezavednim dogaja nekaj na temo tega nasilja,
kar se je zgodilo v otroštvu. Zdaj, načeloma je agresiven oče tisti, ki žensko pahne v to, v odraslosti, da išče agresivne partnerje. V tem konkretnem primeru je pa seveda tudi lahko odločilna ta infantilno doživeta mati, ki je bila agresivna do očeta, čeprav tudi oče se ponavadi lahko tudi agresivno odzove. In ta agresivno odzivanje očeta je lahko tisto, ki je to sedanje žensko pripeljalo do tega, da v odraslosti išče agresivne moške. Magister Vodeb, se vi ukvarjate tudi s tem, kako spremeniti, se pravi, ta vzorec? Poslušalka je želela slišati odgovor, kako se naj reši tega. Ne? Jaz sem rekel, da terapija je sicer neka metoda, ki po mojem mnenju traja predolgo. In koncept osebnega svetovanja pri meni zgleda tako, da jaz vrtam v otroštvu, ampak potem pa nanizam neke odgovore, znotraj katerih tiči verjetno tudi odgovor za posamezne primere. Jaz ne dam interpretacijo na pladnju, ampak nakažem, da verjetno tiči odgovor v otroštvu. In nekdo mora sam brskati, kaj zdaj recimo dotično žensko rine v to, da si vedno znova najde partnerja, ki je agresiven. In če se razume za nazaj, bi ugotovila, da ni problem, da je ona ali seksualna, ali da je seksualen njen partner, ampak da gre za to, da nezavedno išče nekaj agresivnega v teh moških in da se to napaja iz otroštva. In če to dojame, da pride do tega uvida, se pa potem lahko predrugači. Potem jih pa ta privlačnost agresivnih moških bi lahko izginila. Čeprav ni nujno, je težko, ker nekdo, ki ima specifično otroštvo, se tega otroštva ne more znebiti. To je problem. Franc iz Kranja je zdaj z nami, pozdravljeni. Ja, dober dan želim. Meni pa tlele, recimo tega gospod tudi je profesor, nogomet pa ženska sploh ne gre ta skrb. Recimo, lejte, nogometaš se mora na silo pa z muko pridobiti, da zabije gol. Lik tako bi se mogel pa ženska dovolj, da bo naredila napako ali pa pristala, da bo on zabil gol, kot če jaz zastopam gospoda. Ne? Mislim, tle mora priti v simbiozi, v igri, ne pa, da mi ne smemo govoriti spolnost pa nasilje. To ni, če nasilje ni spolnosti, spolnost je spontana, lepa. Aj prav, no zdaj, ja, v redu. Razumem, ampak moram poudariti, da je zdaj nasilje, pa nogomet, pa spolnost, da vse ne moramo dati v en koš. Jaz sem zdaj o nasilju govoril čisto v enem drugem kontekstu. O nogometu sem pa povedal, da simbolno nezavedno, se pravi, tisto, ki v resnici v človekovi duševnosti nekaj šteje, tisto, kar je realno, kot bi se reklo, tisto je skrito v nezavednem, zaradi nezavednih želja. Se pravi, nezavedne želje po koitusu z žensko, se je nekoč v zgodovini pojavil žogarski šport, ki je imel v svojem konceptu paradigmo gola. Kar pomeni, gol je bil izželjen, ker so si moški tako zelo želeli koitus žensko, ženska je pa nedostopna, ima druge seksualne partnerje in ta želja se utke v koncept igre. In v vseh kulturah je nastala ta paradigma gola. Zdaj, ne gre nič za nasilje, gre samo za to, da treba ga je dati. Ne? Gol in koitus. In če se koitusa, se pravi, se izmika, se ga ne da, moški je nepotešen, potem je pa ta pritisk na njegovo duševnost takšen, da nezavedni procesi sprožijo koncept igre, ki ima v svoji strukturi gol, ki ni gol, ampak je nadomestek za ženske genitalije. Gordana po elektronski pošti piše, da ima 5 let starega sina in z možem živita ločeno življenje. Sin živi z materjo, očeta pa ima neizmerno rad in prav tako oče njega. Oba se trudita za normalni otrokov razvoj, se medsebojno posvetujeta, pogovarjata in tudi kdaj grejo skupaj na kak sok sladoled. Vendar jo vseeno zanima, kako vpliva ločeno življenje staršev na otrokov razvoj oziroma na obnašanje otroka v mladosti. Torej, tale zgodba je kar v redu, bom rekel. Problematično je tam, ker se starši kregajo, ki so kot pes pa mačka. Ne? In otrok bi izjedno rad, da se mamica in oči, da se ima sta rada. In če zdaj v spletu okoliščin pride do ločitve, mora otrok vedeti, da ga ima oče rad, da ga ima mami rada in da se na nek način vsi imajo radi. Če se pa v tem otroštvu, recimo v mamičino življenje prikrade nov moški
ima sin tukaj probleme. Zdaj ne zna jih ozavestiti, ampak to, kar sem jaz slišal, bom rekel, ta otrok, ta sin bo kar fino zrastel, bo znal imeti specifično vračanje tega svojega otroštva, znal biti pretirano ljubosumen, ker ga bo vedno jezilo, zakaj pa zdaj mamica pripelje novega očeta pa novega moškega. Tle v psihični realnosti ima vsak otrok probleme, ampak ta zgodba je dokaj normalna. Sem bojim se, da v Sloveniji ni tako harmoničnih, pod narekovajo rečeno, ločitev, ampak so bolj traumatične in otroci trpijo. Če grejo starši narazen, otroci ne smejo trpeti. Kar je ni pogosto, otroci vselej trpijo, ampak treba je ta spor med starši tako zgladiti, da se čim manj utke v strukture osebnosti otroka. In je tudi problem, ali gre za hčerko, hčerka oče je zelo libidinalno nabita vez. Sin oče pa tudi zaradi identifikacije in oče pa sin ima še neko drugo osnovo, namreč otrok zgradi svoj nadja, svojo moralno inštanco na tem mogočnem očetu. Tako da oče mora biti prisoten. Poznam sinove, ki ne vedo, kdo je oče. To je bi rekel, neznosno za človeka, ki ne ve, kdo je njegov oče. Tako za sina, kot za hčerko. 8:19 minut je ura, poslušate svetovalni servis na prvem programu Radia Slovenija. Danes je naš gost magister Roman Vodeb, teoretski psihoanalitik in osebni svetovalec. Poslušalec Milan iz Murske Sobote sprašuje, kaj se dogaja v glavah očetov, ki so tako zaščitniški do hčerke, da prepričujejo hčerko o spolni nezmožnosti njenega partnerja. To je ta znamenita prepoved incesta, ne. Jaz sem že rekel, vez med ali sinom pa materjo, ali pa hčerko in očetom je tako nabita z libidom, to je seksualna energija, ampak scenarij te prave manifestne seksualnosti pa nikomor ne pride v zavest. Ampak oče čuti, da mu ne pašejo, bi rekel, ta mladi, se pravi, fantje od njegove hčerke in čuti, da je z njimi nekaj narobe, ali ima to ali ono hibo, v resnici je pa ta kronično ljubosumje tisto, ki preprečuje, da bi oče odstopil svojo ljubljeno hčerko, svojo kraljično nekemu mladcu in on ve, kaj bo ta mladec z njo počel, torej počel bo tisto, kar on nikoli ne bo počel, se pravi tisto manifestno seksualnost, ki je prepoved incesta in v jedru vseh teh kroničnih ljubosum je ta libidinalna strast, ki jo imajo starši nasprotnega spola do svojih otrok. Tle je problematično in če oče nima nadjaza, se pravi, ni imel infantilno doživetega očeta, se mu zgodi tudi ta pomislek, ki se je zgodil Fritzlu, se pravi, da se spravi seksualno nad svojo hčerko. Za hčerko je to paradoksalno, ampak on si v bistvu ne more pomagati, ker ta libido na njega tako pritiska, nadjaza pa nima, če ni imel v otroštvu močnega lika očeta. 01475-2222 je telefonska številka prvega programa Radia Slovenija, elektronski naslov pa radio1@rtvslo.si. Poslušalka Nina piše takole: skupaj živimo desetletje, prišli smo iz različnih družin, se trudimo eden z drugim, v zrelih letih pa lahko ugotovimo, da se partnerju po upadu spolne moči ne ljubi nič več. Zateče se pred televizijo, pa še malo športa in to je to. Potem pa imamo histerične ženske, lahko tudi moške. In to je življenje. Torej, v osnovi je treba povedati, da mati narava ali Bog ali karkoli je človeka naredilo tako, da se mu ta seksualna želja skrha po določenem času. Neka fanatično zaljubljenost traja menda najdlje 3 leta. Potem je nadaljnjih nekih 7 let, kjer se partnerja seksualno privlačita, ima ta znosno seksualno življenje. Ampak po 10 letih je pa definitivno ta seksualna želja skrhana, ima status to ni tisto. Objekt želje zgubi libidinalno nabitost in paradigma varanja, se pravi, ko nekega partnerja začne privlačiti drugi partner, drugi objekt, je naseljena v človeka skozi otroštvo. Deček, recimo, se nauči varati, karikirano rečeno, svojo mamico, ker ima sosedovo deklico rad in ji ukrade ljubčka na drug način, kot da ljubčka mamici za lahko noč. In tam so
tam se naselijo v človeka temelji varanja in v odraslosti se uveljavi ta sosedova deklica ali pa sosedov fantiček za hčerko oziroma žensko in preprosto rečeno, ljudje se z leti malce naveličamo eni in istih spolnih partnerjev, eni in istih spolnih praks in hočemo ali ne, ta libido lahko pokurimo skozi sublimacijo, ženske so materinske, se poduhovijo, moški se ukvarjajo s športom, s hobiji, ampak na neki seksualni fantaziji pa mislijo ne svojo partnerico, ki so se je nekako že prenajedli, ampak so sodelavko, ne vem, mogoče kakšno medijsko zvezdo. Tak je človek. To je realno življenje. To je to. Življenje ni z rožicami poslano in dober seksualni odnos po 10, 15 letih, 20 je mit. Dobra seksualnost po 20 letih ne more obstajati na tak način, kot je obstajala recimo pri 25 letih, ko sta se partnerja neznosno ljubila. Tako je, tak je človek. In potem se lahko moralno vzdrži, lahko fantazira, nekomu se pa pač to varanje zgodi, če je recimo imel dispozicije v otroštvu zelo močne. Moškim recimo se zgodi varanje, če je bila v njegovi otroštvu mati pogosto odsotna in je imel varuško. Se pravi, je ljubil dve ženski že v otroštvu. V odraslosti bo tak moški ljubil dve partnerici, se pravi svojo ženo in še ljubico, ker se mu bo varuška uveljavila na tej simbolni ravni in si ne bo mogel pomagati. Ali pa hčerka, ki je živela v ločeni družini, imela očeta, pa še mamica novega partnerja pripeljala in tega partnerja tudi imela rada, se pravi imela rada dva moška in v odraslosti bo takšna ženska hlepela po dveh moških. Zakaj so pa moški ali pa ženske ljubosumni? To ljubosumje so tudi napaja z otroštva. Se pravi, otrok je neizmerno ljubosumen, zdaj govorim recimo za dečka. Neizmerno ljubosumen na svojega očeta. Oče mu krade mamico celo otroštvo, ta odipalni zaplet. Celo po noči z njo spi. In mali Hans, torej Freudov pacient, je rekel, jaz vem, da oče z mamico nekaj počne. In tudi vem, da ima lulček neko pomembno vlogo. Samo ni vedel takrat kaj. Potem pa, ko otrok zve malce pozneje za koncept koitusa, ve za nazaj, da je oče počel tisto nekaj seksualnega, da je bilo to koitus. In od tukaj, iz teh odipalnih časov, se napaja ljubosumje, ta paradigma, ko je otrok neizmerno hlepel po tej mamici, oče mu je pa kradel. Isto pri deklici mu pa v bistvu, ko zamenja objekt želje, se pravi, ko iz mamice pride na očeta, je pa mamica tista konkurentka, ki si sposoja njenega očija in se tukaj naseli to ljubosumje tudi pri deklici. Vsi smo ljubosumni. To je znak, rekel, neke ljubezni. Se pravi, tisti, ki niso ljubosumni, tudi svojih objektov želje nimajo tako radi. Tako da, takšni smo. Janez iz Kranja in pa poslušalka Tanja, oba zanima, odkot izvira homoseksualna usmerjenost. Torej, tukaj je pa teorij več. Genetiki bi rekli, jaz sem se pogledal tudi v genetske raziskave, šel na medicinsko fakulteto, tiste strokovnjake spraševal, kaj in kako je zdaj zadnja interpretacija genetikov. In genetiki trdijo, da obstaja gen za homoseksualnost. Ampak mimo tega, se pravi, tudi če obstaja gen, obstaja raziskave, kjer so strokovnjaki še v vzhodni Nemčiji odkrili, da se homoseksualnost pojavi, če ima mama, ko je noseča pri 4. mesecu, zelo traumatično nosečnost, da se tam lahko zalomi, neke raziskave so to pokazale. Po drugi strani bi pa rekel, da se homoseksualnost v nekoga lahko naseli zaradi spolne zlorabe. Recimo, če je deklica spolno zlorabljena ali pa če je bila posiljena, ne vem, pri 6, 7 letih, se ji zgodi, da bo imela fanta v puberteti, ampak ne vem, pri 25 letih bo pa nezavedno čutila, da jo privlačijo ženske, ker bo imela nezaveden gnus do moških in bo prešla na drug objekt, ki bo njen isti spol. Tako da neke, bi rekel, generalne interpretacije na področju homoseksualnosti ni.
Tudi recimo razreševanje Odipovega kompleksa enostarševske družine, kjer ne vem, ni očeta ali pa recimo ni matere, se lahko na nekih nezavednih ravneh dogajajo neke identifikacije, ki so napačne in ki botrujejo potem v odraslosti, da se človek prelevi ne toliko v homoseksualca, ampak vsaj v biseksualca. Se pravi, da je sposobni imeti homoseksualni spolni odnos, ampak ima tudi heteroseksualnega. Poznavalci ocenjujejo, da se prometna varnost ne izboljšuje, motoristi in tudi drugi, bom rekla, dobesedno norijo po cestah, tudi te visoke kazni pravzaprav nimajo učinka. Skozi psihoanalizo se ta zakon vidi paradoksalno, ne? Namreč treba je vedeti, da mladci se radi, kako jaz rad rečem, ne, se kurčijo s temi motori, s temi hitrimi vožnjami, športnimi avtomobili. Hitra vožnja se na nezavedni ravni navezuje na falično, se pravi nadomestek za moški spolni organ. In moški si ne morejo pomagati, da radi hitro vozijo, da imajo te motorje. Motor na nezavedni ravni je nadomestek za moški spolni organ in brzina je tudi simbolno strukturo, ima falično. In potem so tukaj še neki nezavedni procesi, ki povzročajo nemalo nesreč. In ni prehitra vožnja tista, ki botruje nesreči, ampak so nezavedni procesi tisti, ki terjajo kazen. Recimo, mnogo nesreč se zgodi zato, ker moški vara svojo partnerico, ima moralnega mačka in potem naredi totalko na avtomobilu. Z neznanega razloga zavije levo, desno, naredi škodo in na tak način se nezavedno kaznuje, ker ve, da je naredil nekaj prepovedanega in ta moralna inštanca, ta nadjaz, zna kaznovati človeka tudi na področju prometnih nesreč in te visoke kazni so, po mojem mnenju, zgrešen koncept lotevanja se voznikov. Še eno vprašanje v povezavi z mobingom. Prej sva govorila o, se pravi, težavah, predvsem v partnerstvu, ampak rekli ste, da tudi se tudi v delovnem okolju. Ja. Mobbing je ena stvar, ki se dogaja na nezavedni ravni. So ljudje, ki so nagnjeni k temu, da vsele rabi neko žrtev, da se izživlja nad njo, ker je bil ta, ki izvaja mobbing, v otroštvu izpostavljen nekim psihičnim pritiskom, imel je, bi rekel, travmatično otroštvo, ima neke frustracije iz otroštva, on rabi nekoga, da se nad njimi življa. In ponavadi, če je to šef, se izživlja nad svojim podrejenim. Mogoče zato, ker je imel mlajšega brata, ta ga je, ne vem, vse skozi nekje špikal, on se je pa nad njim izživljal. In ta paradigma je zapisana na njegovem hard disku, kot bi se rekel računalniško. In v odraslosti pride v delovno situacijo, pride v ta transferni odnos, kjer se mu ta mlajši brat vrača, ali pa recimo traumatični sosed ali pa oče. Agresivni oče recimo se tudi lahko vrača v nekem delovnem procesu, v tem tako imenovanem transfernem odnosu, in ko se ta čustvovalna paradigma iz otroštva vrne v delovni proces, zna priti do mobinga. Ampak problematična je dispozicija, ki jo ima tisti, ki vrši mobbing nad to žrtvijo. In v bistvu se ne da pomagati žrtvi drugače, kot da se pozdravi, pod narekovaje rečeno, ta šef, ta, ki vrši mobbing nad dotično žrtvijo. A pa si izbere prav določeno žrtev, se pravi, ve, koga si mora izbrati. Nezavedno ve. Nezavedno ga vleče v tip žrtve, ki asocira na nekoga, ki mu je v otroštvu pil kri. Tisti bes, ki ga ima uskladiščenega v nezavednem, mora izživeti in si, bi rekel, skrbno, nezavedno, načrtovano zbere žrtev. In potem, ko žrtev uniči ali pa se žrtev umakne, si po določenem času najde novo žrtev, ker ima takšno jezo. In zdaj dobri šefi, dobri direktori morajo videti, kaj je narobe v tem delovnem procesu. In jaz sem nedavno imel predavanje na to temo in zdravniške sestre so povedale, koliko je tega mobbinga recimo v bolnicah, ko se ženska spravi na žensko in potem se izkaže, da je neporavnan račun z materjo tisti, ki je uskladiščen, in potem mora ženska projicirati nad starejšo gospo nek mobbing. In tako postane neko nezavedno zadoščenje. In na tej paradigmi v bistvu funkcionira ta mobbing. Še en telefonski klic bo vas sprejela Emira iz Ljubljane, je z nami, pozdravljeni. Pozdravljeni. Gospa Emira.
Moram reči, da sem danes slučajno v Pojsli in poslušam vas, vse res lepo in zanimivo. Ne vem, malo me ta tema o nogometu skoraj vrgla iz Pojsli. Mislim, ne vem, mi smo li zaključili sezono in moram reči, da sem od otroštva rada imela nogomet, ko smo še bili v Jugoslaviji, da sem res navijala, da sem zbežala, če treba od zunaj, da pogledam tekmo, pa to. Ne vem, malo pa zdaj sploh recimo spet ta tema, evo, motori, pa to. Mislim, da gospod psiholog nekako to vse s seksom povezuje, ne vem zakaj. Res je. Ja. Zato, ker seksualnost je vselej zapisana v naših nezavednih simbolnih procesih in jaz verjamem, da vaša zavest nič ne ve, kaj se v vašem nezavednem dogaja. Tam v nezavednem so pa te nogometaši, ki so vam všeč in vi verjetno radi gledate te gole, ampak na simbolni ravni je to čisto druga zgodba. Ne bi se o tem, to če bi lahko do vas prišla, bi se lahko pogovarjali, škoda recimo zdaj, da vzamem drugima čas. Ni res, recimo, jaz sina imam, ki je golman in verjemite, za te otroke bi dala, ne vem, smo jih podpirali in finančno in takole, recimo, kaj pa vem, z nasveti, to ne, osebno pri meni tega ni, zato me to malo, ne vem, zaradi mene že, ampak ne vem, kako bi to drugi vzeli, ker ni to, gospod. Ja, bom tole poskušal malce razložiti. Pa tudi teli motori, madonce, vse moški, če ga vozi, ja, moški, ne vem, zakaj bi moški pol moral imeti občutek potem, da vozi. Ja, lušen se je hitro peljati, pa po zadnjem kolesu, ne? Dobro, jaz bom rekel, ampak mislim, ne vem, ne poznam vas res, tako, da bi, ampak malo to vse nekako vi to obračate. Na seks. Zelo cenim, res, recimo, gledajte vaših temi, otroci, starši, kakšna tema mi je tudi tako, bi rekel, v redu. Ampak, če recimo malo otrok, ne vem, očeta pijanca. Ni nujno, da si bo ženska tudi poiskala očeta pijanca. Ali pa če mama, recimo moja mama je bila predivna mama, nas je vzgojila 8 otrok, delala, vse je očetu dala, zapravo ga spoštovala, sam, da je bil mir. Jaz nimam takega načina, jaz hočem, da imamo vse isto, da jaz imam svoje obveznosti in svoje, da delamo enako. Vas razumem, bom poskušal zdaj tole malo razložiti. Hvala vam, bom poslušala po radiju, pa lep dan vam želim. Enako. Zdaj, takole bom rekel, v psihoanalizi je spoznavni skepticizem, se pravi dvomljenje v resnico vselej aktualno. Jaz povem, da so moje teorije, pa Freudovske teorije, trhle, nezavedno je trhno. Nič se ne da dokazati, tako kot v matematiki Pitagorjev izrek. Ampak misleci svetovnega kova pa priznavajo, da nekaj v nezavednem je. Nekaj je in nekaj seksualnega je. In zdaj, da bom razpravljal, da zavest ne ve, kaj nezavedno misli, da kadar človek čuti neke odpore do neke resnice, ki je seksualna, sam sebe izdaja. Bolj kot nekdo trdi, za mene pa to ne drži. Bolj se izdaja, natančno seksualnost je tista, zaradi katere se napaja možati šport. Zdaj, če pa ženski šport, pa nogomet, pa upeljem pa ta koncept zavidanja penisa, gre pa vse navzdol. Tako da je težko tole razložiti laiku. Jaz se trudim, zdaj, če mi ne verjamete, nikogar ne obsojam, jaz dam pa za svoje teorije roko v ogenj, da držijo. Še eno vprašanje imava, Jožica sprašuje, ali obstaja kakšna povezava med smrtjo očeta v otroštvu in nezmožnostjo spoznavanja partnerjev kasneje v življenju. Zagotovo. Zdaj, odvisno, kdaj je oče umrl. Se pravi, ženske, ki so kot deklice izgubile očeta, recimo, pri 6, 10 letih, se jim zgodi, da v odraslosti imajo partnerja, imajo moža, ampak v eni točki jim začne mož iti na živce, zgolj zato, ker je prisoten, ker je še vedno v njeni družini. Ne gre, seveda na zavestni ravni, jo bo pa motilo, da je vse, bi rekel, pohajkuje, pa da nosi premalo denarja, ni doma, ne pospravlja, je neubogljiv. Kupico zavestnih interpretacij bo takšna ženska imela. Ampak na nezavedni ravni jo pa moti to, da je njen partner še vedno prisoten, ker na njenem hard disku je posneto odsotnost. Se pravi, oče je umrl in zdaj kot deklica ni imela novega nadomestnega očeta in ta njen partner jo potem moti. Če pa v otroštvu doživela novega očima, se pa zna zgoditi, da se bo ločila in dobila novega moža.
Toliko za danes v današnjem svetovalnem servisu. Magister Roman Vodeb, hvala lepa za vsa vaša pojasnila. Jutri bomo v času svetovalnega servisa izbirali najlepšo junijsko vižo. Lep dan vam želim. Hvala tudi vam. Svetovalni servis zjutraj 5-8. Pa to je, ne vem, jaz včasih, ko me čakam, koga bo kaj zanimivega. Zelo zanimivo so ti oddaje. Ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima? Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat. Na spletni strani www.rtvslo.si/radio 1 poslušajte zadnjo oddajo ali pobrskajte po arhivu.